Spoštovani, zbrani, lepo pozdravljeni. Pri založbi Družina smo veseli, da nas danes prijazno gostijo na tem prelepem vrtu gostilne pri Mihovcu. Veter je prišel sam, sicer mislim, da smo ga malo zaustavili. Razlog za naše srečanje je, kot veste, izid nove kuharske knjige Kuhajmo z Matejo Reš, ki je pred kratkim išla pri naši založbi. Pa pozdravljam med nami avtorico Matejo Reš. Pozdravljeni. Urednico gospo Alenko Lobnik-Zorko. Sourednico Zmanica. Hvala. In gospoda Iztoka Iliha, publicista, recenzenta. In bi pravzaprav začeli pri gospodu. Gospod Ilih, vi imate nekako najboljši pregled najbrž v Sloveniji nad tem tržiščem kuharskih knjig, pa prosim, če nam kaj poveste o tem in o tem, kam bi umestili to našo kuharsko knjigo. Ja, hvala lepa. Torej, jaz se res s kuharcem ne ukvarjam že zelo dolgo, ampak v zadnjih 10, mogoče še malo več let, pa predvsem intenzivno. Tako da v tem času bi rekel, da jih je šlo skozi moje roke tam kakšnih 500, po okroglo rečeno. In pri tem sem opazil seveda, da niso vse enake, ker je dostikrat se to dogaja, da ljudje kar to vse v koš mečejo, češ kuhar, se to ni več. Pa to absolutno ni res, mislim. So med njimi, so med kuharcem tudi takšni, ki klobuk dol, ki povejo zelo veliko, ki so globoke, zanimive. No, to je recimo bil potem glavni motiv, da sem začel to iskati. Ko sem ugotovil, da recimo kakšnih 20%, četrtina, da je takih, ki vsaka minuta, ki jo vzameš v roke, stran vržen čas. Nimajo ne avtorja naznamenega, ne slab prevod, slabe slike, prepisano eno drugega, skratka nič vredno. Potem in na drugem koncu tukaj približno ravno toliko takih, ki pa so zelo zgovorne, zelo povedne, ki imajo ne samo znane avtorje, pa tudi povedne strokovnjake, recimo etnologe, kulinarike, z tega področja zgodovinarje. Ker to je pač hrana, vemo, da se nas dotika čisto vseh. Noben ne mora reči, to pa se mene ne tiče, to je pa nekaj meni tujega. Eni imajo pač odnos bolj intenziven, drugi manj, ampak hrana pa vemo, da od prve do zadnje minute v življenju, da igra svojo vlogo in potem smo dolžni nek način spoštovati. Torej, ta ugotovitev, da so knjige zelo različne, me je pripeljalo do tega, da sem jih začel s njimi ukvarjati bolj poglobljeno, primerjalno. Pri čemer je prišlo na dan veliko zanimivega. Od tega, da zgodovini tiskanja knjig na slovenskem, v slovenščini, da se malo ve in da se pojavljajo pogoste napake in netočnosti. Do tega, da knjige, v katerih niso samo recepti, povedo veliko več o nekdanjem življenju, kot se to nasplošno misli. Tudi v pridelovanju in shranjevanju živil, pa različnih dietah, glede na nekdanje poznavanje sladkorne recimo in drugih bolezni seveda. Zato pravim, da pogled v kuhinjo in shrambo, ki ga odpirajo nekatere najboljše med temi knjigami, povedo v marsičem več o tem, kako se je živelo, kakšna je bila hierarhija pri hiši, kakšni vsakdanji praznični obroki, kot morda odpiranje garderobnih omar ali stikanje po muzeju. Prva knjiga v slovenščini so bile vodnikove kuharske bukve. To je splošno znano, išle so leta 1799, to je samo eno od mnogih področij, s katerimi sem ukvarjal, ampak so bile priljubljene in so se jih potem še nič ponatisal in prireč doživele do našega časa. Prva izvirna slovenska kuharska knjiga pa je šla od leta 1868, skratka drugo leto bo 150-letnica, ki se je bilo treba spomniti. Pisala pa je Korošica Magdalena Plajvajs, soproga trgovca Valentina Plajvajza, očeta bolj znanega Janeza Plajvajza. Šele šesto izdajo njenega dela je vzela v roke šolska sestra Felicita Kalinšek in občutno dopolnila in posodobila. Poznejše izdaje, nihče ne ve natančno, koliko jih je bilo v kolikih izvodih, jaz mislim, da jih je moralo biti kakšnih 300 000 ali pa še več. Ker včasih ni bilo niti se ni omenjalo naklad, kakšne so izhajale tudi nelegalno, potem so izhajali izbori, no, da jih je raj več kot manj, kar je pa v naših razmerah tam nekje čist na vrhu števila knjig izdanih.
Torej, te v zadnjem času so nosile njeno ime in zadnje predelave pa tudi naslov Velika slovenska kuharica, ki je še danes pogosto poročno darilo, skratka nek simbol in pojem in ko se reče, recimo, gremo pogledati v Kalinškovo, se ve, kaj to pomeni, ne? Tako je to ponarodelo. Ampak torej, to ni bila ona sama, ona je seveda že pokojna, so pa z moži takrat sodelovali in kasnejših letih še druge mojstrice, recimo v zadnjem času predvsem gospa Vendelina Ilc in Bernarda Gostečka. Podobno sloves je dosegla tudi Marija Remec, predvsem kot avtorica kuharskih knjig na svetu za pomanjkanje v vojnih in kriznih časih. Podobno velja za serijo knjig sestre Nikoline Rop in tako dalje, ne bom naštel. Ampak bi še nekaj povedal, zato pa prva, torej vodnika in Klajvajsova je pomembno še to, da ste se zavzemali za uporabo slovenščine v kuhinji. Vsestranski urednik, prevajalec, pesnik in tako dalje, vajetni vodnik, je primer brez zadrege dejal. Tudi v kuhinji v srednjem prostoru piši mora vladati jezik, ki je tam doma. Čemu besede krasni, da ni slovenski jezik zadosti premožen. Dan današnje terminologije ni več zadreg, da se vseeno najdejo nadebudne avtorice in avtori, ki ste vzine nadvse imenitno uporabljati tujke, kar seveda ni, se ne dogaja samo na področju kuharstva. No in v to družino v veselje nas vseh sedaj vstopa še knjiga Kuhajmo z Matejo Reš. Smo samo tisti, ki sem ga dobil, povedal še par bestic, kot je pa prepuščal vsega. Torej, po svoji seveda neznanstveni, ampak bolj priročnih klasifikacij, ki sem uporabil, lahko rečem, antologiji 99 kuharic s dušo, bi ta nova knjiga Mateje Reš spadala v skupino solisti. In med knjige, ki sledijo modernim principom in dognanjem, predvsem zmagoviti formuli sodobno, zdravo, naravno, v čemer spada tudi pristop. Ne vzvišeno poučevanje, solenje pameti, ampak prijazno karnajoče druženje z bralkami in bralci. Občutek, da si želi ustvariti stik z njimi, daje že uvodno poglavje. Koliko česa in zamenjave je z odgovori na pogosta, ne le začetniška vprašanja. Uporabnice in uporabnike tudi spodbuja sproščenosti, iznajdljivosti in ustvarjalnosti, ker so vse pogoji za dobro kuhno, namesto da bi vse zapisano jemali kot edino zveličavno. Recepti, ki jih je med sestavinami, naprimer, kjer je med sestavinami, naprimer, bela ali krušna moka, se sme za spremembo uporabiti tudi kakšno drugo, pri trdem siru pride prav skoraj vsak, če ni svežega kvasa, se pripravi kvasec in tako naprej. Navodila so temelj, meni avtorica, improvizacije pa dovoljene in zaželene. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Ilich, za ta sprehod skozi naše knjige. Ja, hvala. Gospa Lobnik, zakaj se kljub obilici kuharskih priročnikov vedno razveselimo še enega novega? Tudi zato, da dobimo drugačen pogled na to, kako znano sestavino, denimo krompir, postavimo na mizo v drugačni preobleki in z drugačnim okusom, ste zapisali v uvodniku te knjige. V bistvu se to tudi navezuje na te misli gospoda Ilicha. Vi ste uredili tudi prvo Matejino knjigo, je ta nadaljevanje prve, oziroma gre korak dalje, pa če nam jo kratko predstavite. Torej, to je druga knjiga, ki so jo naredili skupaj, jaz bolj iz ozadja, Mateja pa konkretno iz štedilnika. Prva knjiga sledi letnim časom in vsi recepti in sestavine v tej knjigi, v tej prejšnji knjigi, si sledijo tako, kot nam jih podarja narava. Seveda razen tistih nujnih dodatkov, ki jih lahko imamo dolgo v shrambi. No, ta druga knjiga je pa, mogoče bi rekli, da je skok nazaj po svojem konceptu, ampak koncept, ker si sledijo obroki od začetka pa do tistega sladkega konca, to je nekaj tako preizkušenega in še posebej za mlade kuharice, nekaj tako dobrodošlega, da smo rekli, pa gremo po vrsti. To se pravi, najprej so predjedi, juhe in enolončnice, solate, glavne mesne jedi, glavne ribje jedi, samostojne vegetarijanske jedi, priloge in zelenjavne jedi,
kruh, krekerji in namazi, sladice, kolači, kolački in pite, torte in sladoledi. No, in mislim, da je pa prav posebnost te knjige v tem, da znotraj posamezne rubrike, ki hoče reči, tu najdeš solato, lahko najdeš bogato solato, ki je samostojni obrok. Dodaj zraven, ne Mateja, še kakšen sir, pa semenje in na koncu kruh in si. Je tako? No, zakaj so pa seveda, spet bi kdo rekel, pa spet ena nova knjiga. Ne? To je tako kot pri pravljicah pravim. To je nekaj tako prvinskega, da mimo tega enostavno ne moremo. Pa še nekaj je. Ta knjiga, ne, če se vrnem k ureditvi, je taka, da bo tudi mlada kuharca ali kuhar, ne smemo tu delati razlike, sama že vem, ker pri 3 otrocih sta 2 fanta, ki tudi rada pogledata v take knjige. To so osnovni recepti in če kdo ne zna kuhati, jaz pravim, naredi najprej zanesljivo po Matejinem receptu, potem, ko boš pa drugič delal to, si pa upaj kaj novega. Še kaj? Mislim, da je to vse. Z veseljem, no, ko sem še to bi povedala, da stanujem tako, da imam pač lahko svojo delovno sobo, zraven je kuhinja. Ne? In ko sem jaz to knjigo urejala, sem zraven kuhala, pa šla spet nazaj k računalniku, pa kuhala, tako da je vse tisto, kar sem jaz mislila najprej na začetku narediti, bilo na koncu zelo podobno temu, kar je Mateja sugerirala. Hvala. Hvala vam. Mateja, tako prva knjiga je tudi ta nastala na podlagi receptov, ki vsak teden pripravljaš in to že vse od leta 2006 za tednik družina. Kaj je tista motivacija, kaj te motivira, da iz tedna v teden izbiraš in pripravljaš nove recepte? Ja, že od malega se ves čas samo zmišljujem. In se mi zdi, da je to nekaj. Pred tolikimi leti noseča sem bila, ko so me za zadnjega otroka povabili k delu in se mi je zdelo to, končno bom jaz nekaj lahko pisala, ne samo tako, se zmišljevala, pa nikamor zapisano, ampak vse to bo šlo na papir. In motivacija tako prihaja sproti, se to je po eni strani moja služba. Ampak, če tega ne bi bilo, da to moreš, ne, potem tudi teh receptov verjetno nikoli ne bi bilo. Hvaležna sem temu, da mi je bilo to sploh dano, da sem lahko izrazila, kar zmorem, kar je v meni, sicer bi pa imela tudi nekaj zapovedati. A ker tako je še kakšno vprašanje, da ne bom zdaj na pamet preveč povedala. Da boste potem še kaj vprašali. Teden je naokrog in nekaj novega si bo treba izmisliti. Ampak kaj? Tuhtam in tuhtam pa nič. Čas teče, se izteka. Skuhati bo treba kosilo in grem na vrt nabrat paprike. In se mi po glavi podijo sprotne misli. Kako je zrasla ta novozelandska špinača. Porežem jo in že jo hočem čez ograjo vrečih kokošin, ki se pasejo v bližini. Ne, tole gre danes v lonec. Tako hipno se ideja najpogosteje porodi. Včasih pa sem srečna, ker vem že teden dni naprej, kaj bom kuhala za članek, kot to same imenujem. In me vprašajo znanci, kako lahko že toliko let teden za tednom še najdeš kaj novega. Porečem, da se pojavi samo. Kjer je volja, je pot. Najpogosteje takrat, ko stopim v kuhinjo, še ne vem, kaj bo res nastalo. Moje vodilo je sezonska in lokalna prehrana. Nekaj tudi iz zamrzovalnika, nekaj nasušenega, predvsem pa svežega, ko je to mogoče. Tudi iz divje narave. Pravzaprav je narava naša največja učiteljica. In narava je najboljša kuharica. Naše delo je, da znamo uživati v tem, kar nam je dano in živila le skromno obdelati. Verjamem, da je prihodnost prehranjevanja prav v tem, da bomo razumeli vrednost in pomen koristnih živil ter njih kombinacij, se prehranjevali bolj z glavo, ne z nečimrnostjo, kar nam po okusu morda ni všeč. Kje pa se je vse začelo?
Zagotovo je nekaj že v meni. Gradilo pa se je ves čas v domači kuhinji, saj je bila mama učiteljica in je imela čas kuhati kosilo. Jaz pa sem najraje pekla sladke stvari. Odkar pomnim, sem za darila prejemala same kuharice in jih študirala na veliko, tudi na stranišču. Poklicna pot me je nesla v druge vode, v lesarstvo. V tej stroki sem diplomirala in bila zaposlena v podjetju Biblet, a ves čas je trkalo na uho. Moja svetinja tistega časa je bila sestra Rut. Pisala je številne časopise, revije ter ustvarjala knjige o gojenju cvetja, potem pa se je zgodil prelom in ljubezen do buč. Kako ne, saj so kraljice vrtov in všečne očem. Potrebovala je nekoga, ki bo pisal recepte za njeno knjigo o bučah in tako se je začelo ter nadaljevalo, razširjalo vse do danes. Vsega tega pa zagotovo ne bi bilo brez podpore moje družine. Še danes se sprašujem, zakaj me tako velikodušno podpira moj življenjski sopotnik v svojih iskanjih, ko sam živi v povsem drugem poslovnem svetu. A tako je verjetno prav, vse se izravna. In vse okoliščine so mi omogočile, da sem dejavna v svoji družini, na vrtu, v poslu, če tudi vedno ni enostavno. A če veruješ, se zgodi. Drug podpornik ste vi, založba, družina in vi, spoštovani bralci. Pri tem mi pomeni ogromno, ko mi kdo pove, da bere vsak teden, pa tu in tam kaj skuha. Nekateri se pritožijo, da je prezahtevno, neznano in da bodo vse ideje, ki so se v teh letih, kaj kuharsko ustvarjam, natisnjene na list, si, kar nisem mogla misliti. In zaključim s tem, da se res iskreno zahvaljujem prav vsem, ki ste pomagali, da je vse moje delo prišlo pač na papir, na računalnike, kjer pač danes je. V knjigi sem posvetilo namenila svoji sestri, Rut, eni od sester. Tako da sem res zelo vesela, da smo danes tukaj, da je ta veter, da ste vi in dobra hrana. Ima mogoče kdo še kakšno vprašanje za naše goste? Naj povem še, da je knjigo oblikovala Tjaša Štempihar, mislim, da je danes ni med nami, lektorirala je Marija Bratina, tudi njima se iskreno zahvaljujemo in fotografinji Mateji Jordovič-Potočnik, ki je naredila sliko za naslovnico. Z naslovnico smo želeli poudariti tudi pomen knjige, se pravi nekako iz vrta na mizo. Sedaj pa prihaja tisti bolj še prijetnejši del. Pri Mihovcu, kjer se drugače pohvali z jedmi na žlico, je danes glavna kuharica Mojca svojo ekipo zavrtela kuhalnico po receptih Mateje Reš. Pa nam boš, Mateja, ti povedala, kaj ste pripravili, potem pa vsi skupaj lepo povabljeni na degustacijo. Pomagan, da bomo mogli Mojco poklicati, zaradi tega, ker jaz sem sicer predlagala, vendar sem ji prepustila proste roke. Jaz bom samo zdaj povedala, kaj sem jaz prinesla. Tamle na mizi, kjer so bolj pijače, si lahko postrežete s sokom iz listnatega ohrovta, katerega sezona zdaj prihaja, z jabolk, ki so padle po tleh in so črvive in so jih otroci mogli narezati pa očistiti. Neki jabolki rdečih, ne mislite, da je kaj narobe z njimi, ampak jih je narava take naredila oziroma sprednjih žlahtnitelji. Iz Švice jabolka so red lab, tako da če kdo želi v vrt posaditi, dobrodošli. Lepo raste. No, potem imate bezgov sok, to je iz gostilne. Prijateljica Janja je prinesla čaj iz Pehtrana. Verjamem, da tega še niste pili, tako da poskusite, kakšen je. Jaz sem letos že nasušila nekaj sliv. Niso najbolj primerne za sušenje, še do danes niso suhe, jih le probite. Jih je prijateljica podarila, sem strašen dolg časa mogla to rezati, ker so tako majhne. Potem pa imate narezano tudi ni salama, oziroma je sadna salama, sadno usne iz jabolk in jagodičja.
Ni sladkorja, nič drugega, samo jabolka, maline, rubide, poskuste. Tiste lebuče, ki tam stojijo, bodo pa še ogledale tudi svojo slavo v kakšnem lancu. Ampak ni treba, da šele zdaj, mislim, že zdaj, ampak tam do pomladi bomo že pojedali. Ne vem, mogoče sem še kaj izpustila, ampak mislim, da je to. Aha, potem sem pa še kruhe spekla, še to moram povedati. Tamle ste mogoče kakšnega polčka že pojedali. V bistvu je recept iz enega testa 3 različne štruce, ampak jaz res ne morem iz svoje kože, ne morem kuhati po receptih, se vedno moram nekaj zmisliti, stroto postopku in sem naredila namest štruce, se veste, kako bomo zdaj to rezali, kako bo to razpadali, za take zadeve se zmeri kaj po nesreči. In ko sem hotela dati v pekač, sem pomislila, se bi jaz to lahko razrezala kot osja gnezda in nastal je en tak kruhek z črne moke, z ajdovo kašo. Moka je pa v glavnem eno zrnico, no nekje je pa tudi bele pirine. V glavnem dala sem pa ognjično, tisto oranžno, kar je, boste videli, ognjič. Ajda je pa ta rdeča, ko je taka preparjena preden je ulušča in je tudi mečkam bolj temeljno, tako da to poskusite. Potem sem spekla kruh, običajen kruh in en kruh je pa z pečeno čebulo, ker sem bila zjutraj v veliki časovni stiski, sem izkoristila, moja mama je strašno pridna, no res, njej ena velika zahvala, žal jo ni tukaj, ampak ona je alfa in omega, ljudje rečejo, joj, koliko si zagnana, pa koliko ti narediš, jaz pa pravim, vi pa niste videli skrambo od moje mame. V glavnem je, se veste, čebula gnije, in jo je lepo pocvrla in sem jaz pol na hitrco porabila to čebulo in dala noter v kruh in je bilo 1, 2, 3 narejeno. Potem je pa še en kruh brez kvasa, ker je tudi v knjigi, v bistvu so vsi ti recepti v knjigi, kar smo danes delali, in je se boste videli, no tudi z eno zrnice, polnozrnat je in noter je lan, mak, s krompirjem je narejen, lahko bi pa seveda z bučami.